Dober dan vsem skupaj, ponovno smo z vami tukaj z oddajo Minute županom, kjer županom mestne občine Krško, gospodom Janezom Kerinom, pregledujemo aktualno dogajanje v naši občini. Lepo pozdravljeni, gospod župan. Lepo pozdravljeni. Gospod Janez, tako bom rekla, kot sva zaključila v prejšnji oddaji, da se ponovno vidiva, ko bo kresovanje mimo, ko bodo prvomajski prazniki mimo, vse to je mimo. Tudi pri vas je bilo pestro in uspešno. Budnico smo ponovno pri vas na vaši domačiji doživeli. Je bilo pestro in še bolj bo pestro v teh dneh, ki prihaja pred nami, pa verjetno o tem malo kasneje. Nekako s to budnico ohranjamo tradicijo, tudi prejšnjih županov so vedno in tudi podžupani so vedno prišli naš pihalni orkester Krško, na katerega smo lahko več kot upravičeno ponosni, nas zbuditi na 1. maja, dan, praznik dela, in vesel sem, da jih lahko tudi malo pogostimo z toplo obaro, če tako rečemo, da pač potem so kos naslednjim pohodom, ki jih čakajo še po naši občini v tega dne. Mene pa potem tistega dne pot vodila na planino nad Podbočjem, kjer sem pač tudi pozdravil in nagovoril pohodnike z vseh koncev, naše občine, pa tudi sosednje občine Brežice, kjer se pridružijo in družijo tudi krajevna skupnost Cerklje ob Krki, krajevna skupnost Podbočje in pa mestna občina Krško, in to je en tak lep dokaz, en tako lepo srečne sodelovanja, da tudi meje občine niso ovira. No, kot sva rekla, to je za nami, pred nami pa veliko dogodkov. Za začetek, gospod župan, v teh dneh je v teku javna razgrnitev sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta mestne občine Krško. Gre za pomemben dokument, ki nekako bo krojil prihodnost naše občine. Morda nekaj besed na to temo. Gre za zelo pomemben dokument, v končni fazi tudi časovnica njegove priprave, tistega sklepa leta 2017 do razgrnitve 5. junija 2025 pove, da je dokument kot takšen zahteven in pa tudi pomemben za nadaljnji razvoj, pomemben za, da naši mlade sile ostajajo v naši občini, da čim bolj pristopimo na nasproti, kar se pač da. Javna razgrnitev je od 5. maja, na razpolago. Kar nekaj aktivnosti na to temo smo že dali, kar nekaj javnih razgrnitev je že bilo, kar nekaj obiskov po krajevnih skupnostih je bilo in lahko rečem, da se ljudje, naši občanke in občani, zelo pozitivno odzivajo na te javne predstavitve, tudi lahko množično, kar ne nazadnje potrjuje podatek, da je bilo v takrat dovoljenem ali pa predpisanem času dano na ta OPN v tisti prvi fazi 850 pripomb, mnenj, predlogov, in da smo nekje lahko do 80% sledili željam in pa predlogom, seveda potem pa je to odromalo naprej v obdelavo, če tako rečemo, ostalim nosilcem urejanja prostora. Zdaj smo dobili dokument, na katerega so še možne manjše pripombe, manjše odmikanja, manjše spremembe. So stvari še odprte. Tako, ampak poudarek je na manjših, katere bomo seveda vsako posebno to pripombo bomo pač obdelali in potem dali ponovno v preveritev, ali je to tudi sprejemljivo za ostale nosilce urejanja prostora, kajti moramo se vedeti, včasih pač eno so želje, potem se pa izkaže, da eno so pa možnosti, izkaže se potem, da nekdo želi graditi na plazovitem območju, da nekdo želi graditi ali pa nekaj umeščati v prostor na poplavnem območju, da želi dokaj spreminjati na področju kulturnemu zaščite ali pa kaj podobnega, Naturi 2000, skratka, vsem tem željem je pač nemogoče prisluhniti zaradi, ostalih predpisov in pa pravil, ki varujejo naše okolje, da ga imamo takšnega, kakršnega pač imamo in lahko smo ponosni, da ga pač imamo. Tako da, in to bomo zbirali do 20. junija, se pravi 6 tednov,
več kot je predpisano po sami zakonodaji, iz preprostega razloga, ker se ne želimo nakopati očitkov, da smo nekaj skrivali, da smo nekaj skrajšali, kakorkoli že, se pravi, zato smo se odločili, da to naredimo po prvomajskih praznikih in zaključimo pred dopusti. Potem pa moje sodelavce in sodelavke iz občinske uprave čaka, bom rekel, obdelavo teh pripomb, opredelitev do teh pripomb in tisto, kar je možno upoštevati, bomo vsekakor upoštevali. Kar pa ne, bomo pa pač tudi povedali, zakaj ne. In potem gre seveda zadevo še enkrat v preveritev, kot sem že rekel, ostalim nosilcem urejanja prostora, in pa jaz verjamem, da bomo to nekje v letu 2026 ta postopek spravili do odločitve na občinski svet in to sem tudi že na javni razgrnitvi povedal, da takoj, ko to sprejmemo, bomo začeli s pripravom novega, kajti to je dokument, ki ob vseh teh spremembah, ki se nas dnevno, s katerimi se dnevno srečujemo, je priprava tako pomembnega dokumenta, tako dolgo časovno obdobje neproduktivno, tako z vidika gospodarstva, tako z vidika tudi zasebnikov oziroma zasebnih subjektov, tako da po sprejemu obstoječega štartamo, lahko rečem, za novim, kjer pa bodo seveda potem tudi možne nove pripombe in pa tako naprej. Tako da dokument je živ, dokument bo živ in delamo vse, da bomo uskladili čim večjim potrebam in pa željam naših občank in občanov. Hvala lepa za tale pojasnila. Dejva se, gospod župan, dotakniti še majske seje občinskega sveta Mestne občine Krško, kjer ste med drugim sprejeli rebalans proračuna za letošnje leto. Verjamem, da so bili poudarki usmerjeni v ključne projekte, potrebe. Ja, več potreb se je izkazalo za sprejem tega rebalansa proračuna, tako na prihodkovnem ravni, kako tudi na odhodkovnem. Odhodkovnem bom rekel iz prijetnejših razlogov, če tako rečem, tudi z tega, da smo bili uspešni pri pridobivanju sredstev na posameznih razpisih, kar pomeni, da smo morali tudi s svoja sredstva zagotavljati, da bomo lahko delali nek support tem projektom. Če omenim samo projekt Ceste Krški žrtev G1/5, ki bo potem tudi, ko bomo to zaključili, se pravi, govorimo o obnovi in pa zaključku potem kompletne trase od hidroelektrarne Krško do Zatona, se pravi urejanje te trase. To je bil projekt, ki je bil pridobljen tudi iz naslova CTR mehanizma in seveda support tem sredstvom moramo imeti svoje lastne vložke. Potem bom omenil še eno takih, ki je bilo tudi več vprašanj dobim glede Koče na Bohorju. Tudi tukaj smo bili uspešni pri črpanju sredstev iz Evrope, skratka, da bomo tudi to lahko šli v ta projekt, se pravi v prvi fazi obnove kuhinje in pa še enega prostora in pa potem nadaljevali zgodbo uspešno, ampak seveda moramo tudi zagotavljati svoje sredstva in verjetno bi še kakšen projekt takšen nastal po omenu, katerega je v dobrobit teh odhodkovnih strani. Prihodkovnih pa tudi, v končni fazi lahko rečem, da smo, sicer mora še vlada sprejeti, v teh dneh sprejema vlada odločitev, ampak sprejeli smo sklep Zveze mestnih občin Slovenije, iz katerega nam nekako pripada dodatnih 3,1 milijona evrov sredstev, nepovratnih sredstev pri projektu Bazen, kar pomeni, da bomo v bistvu, če gledamo samo strogo bazen, brez ostalega kompleksa, tega zgradili, lahko rečem, skoraj v celoti z nepovratnimi sredstvi, kar si štejemo lahko v čast in smo lahko ponosni pri uspehu tega črpanja. Tako da iz tega vidika, seveda pa tudi odhodkovno, če sem prej pozabil, zvišali so se plače, napredovanje so v vseh javnih zavodih, vseh ostalih, tudi na sami upravi Mestne občine Krško, tako da tudi vsem tem sledenjem finančnih izdatkov, prihodkov, odhodkov je bilo potrebno narediti ta rebalans proračuna, tudi je bil potrjen z 18 glasovi za, 4 glasovi proti, nekaj svetnikov se je zadržalo, ampak kakorkoli že imamo veljavni dokument, obvezujoč, katerega se bomo držali in tudi ga upoštevali. Morda sem še pozabil pomembno eno tako
na račun tega, kar smo omenili za bazen sredstva, smo tudi zmanjšali v tem rebalansu proračuna, zmanjšali obseg zadolževanja, tako da tudi tukaj bomo imeli še več manevrskega prostora za morebitne potrebe, če bo, če pa ne, pa ne. No, tukaj tudi park urbanih športov. Bi pa želel ob tej, večkrat tudi ponovim, pa sem še enkrat ponovil tudi pri tej izjavi, da včasih dobim namig od občanov, da mešajo, da zato, ker gradimo vse v mestu, se pravi mestno ulico, park urbanih športov, predvsem pa določene moti v narekovaju bazen. Nobena cesta na periferiji, na vaseh, na zaselkih ne bo zato prikrajšana, če je v programu vzdrževanja ali pa obnove te vozišča. Se pravi, sredstva so strogo ločena. Je to stvar zase. Tako, in noben evro ne bo za to, če bi bil, če ne bi bilo bazena, bi pa zato imeli, bom rekel, ne vem, vse ostale ceste zlate. Ne, ceste ne bo pa zato trpela druga stran. Nobena periferija, noben zaselek, nobena vas, nobena svetilka javne razsvetljave ne bo zato manj svetla, tako bom rekel. V redu, deva se še dotakniti, gospod župan, nedavno ste na meni uradno predali sanirano skalno pobočje Beli pesek na Bohorju, gre namreč za pomemben korak zagotavljanju varnosti in urejenosti še enega dela našega okolja. Ja, in lahko rečem, da sem zelo ponosen na to zmago z večjih vidikov. En vidik je ta, da se je ta Beli pesek, projekt Belega peska, tako imenovanega, odmikal več kot 10 let. Ne bom pretiraval, če bom rekel 20. In drugi tak vidik je to, da je bilo na Od ideje govoriva. Od tistega, ko so rekli, ko so se izkazala potreba nevarnosti tega odseka za naše ali pa za voznike na tem delu. Drugi je pa ta, da sem bil tako prijetno presenečen in tudi počutil sem se, kot da sem doma, glede odziva tamkaj živečih stanovalcev ali pa prebivalcev. Dejansko sem bil, ali pa smo bili tako lepo sprejeti tudi številčno, in ljudje so dejansko tudi prepoznali in začutili, da niso odmaknjeni, da nismo pozabili na te bolj oddaljene dele naše mestne občine Krško in da dejansko izpolnjujemo poslanstvo, ki smo si ga zadali od samega začetka, da je mestna občina več kot samo mesto, več kot samo mestna četrt, več kot samo bi rekel, ožji deli krajevnih skupnosti, ampak da je mestna občina Krško tudi tiste najbolj oddaljene točke na našem zemljevidu kot mestne občine Krško. Tako da z tega vidika je bilo super, lep program smo ali pa so pripravili sodelovanje z mestno občino Krško in tudi tako gost, ki si pa najbolj tako izjava gosta iz družbe, ki smo skupaj šli v ta projekt, Slovenski gozdovi d.o.o., je rekel, veste kaj, če bi šli mi to sami ali pa vi sami, bi danes ob tem izdelku se gledali v poden, ker ne bi bil takšen, kot je. Danes smo pa lahko vsi glave damo po koncu, je rekel, izdelek je, ali pa izdelek. Ja, izdelek je takšen, da smo lahko vsi na njega ponosni, da ne bo reklamacij čez 2 dni, da ne bo nekih novih usedov, skratka, in ko to slišiš od nekoga, ki ve, zakaj to reče, potem dobiš neko dodatno potrditev, da si se odločil pravilno. In ko sta zadovoljni obe strani, se naredi tista še ena kljukica. Najbolj pa, da so to zadovoljni občani, tudi obiskovalci Bohorja, se pravi tisti, ki so pač imajo oteženo dostop do samega Bohorja, bojo imeli zdaj veliko boljše kolesarje, skratka, pogoji sobivanja z okoljem so se na tem delu izboljšali. No, to pa ni bil samo en dogodek, temveč le še en v nizu vseh ostalih dogodkov. V teh dneh ste pripravili tudi slovesnost ob zaključku obnove spomenika NOB izgnancem v Brestanici. S tem ste se obenem poklonili koncu druge svetovne vojne. To je dogodek, ki nas opominja na zgodovinsko pomembne dogodke. Kako je bilo tukaj? Lahko rečem lepo. Zgodovina je tista, ki je ne moremo spreminjati, ki tudi ne želimo spreminjati, tudi ne moremo zbrisati. Je pozitivna in negativna in zagotovo je zmaga ali pa praznovanje 80 let zmage, bom rekel, pozitivna zgodovina. Danes imamo tudi tej zgodovini zahvali, da živimo v svobodni Sloveniji.
in s ponosom tudi namenjamo posamezna sredstva obnovi tovrstnih spomenikov, da tudi pač v končni fazi, tudi za naše zanamce, kar je zelo pomembno, da se bodo zavedali, da ni bilo tako samoumevno danes, da govorimo v slovenski jezik, da ni tako samoumevno, da imamo to, kar imamo, ampak da so zato nekdo, naši dedki, pradedki, tudi žrtvovali svoja življenja in da se temu treba pokloniti na primeren način, v primernem času in kaj lepšega kot ob praznovanju 80-letnice zmage in pa tukaj še tudi bliža se dan vseslovenske združenja izgnancev, tudi v Brestanici ima pomembno točko tega in nekako s tem dejanjem smo tudi poskušali pokazati in dokazati kot spomin in opomin za prihodnje, pa vsi vemo, kakšne so trenutne razmere v naši Evropi, da je, lahko rečem, primarna tema mir, namesto da bi bila primarna tema razvoj, gospodarstvo, zdravje in tako naprej, se v bistvu od poročil dnevnih informativnih oddaj v glavnem pogovarjamo o miru, kdaj bo mir, kdaj bo zaključek genocida in tako naprej. Tako da, ja, zelo pomembno bom rekel, obeležitev in ponosen sem, da sem lahko tudi del te obeležitve skupaj seveda z krajevno skupnostjo Brestanice in pa vsemi deležniki, ki smo pripomogli, da imamo tako obnovljen spomenik. Že svojo prisotnostjo ste jim nekako izrazili velik poklon, kaj ne? Ja, in želim dodati tudi neko noto pomembnosti, kajti je pomemben temelj zgodovine, ki se piše na naših tleh. Gospod Janez Kerin, pomembno pa je, da imamo tudi dobro vino, ne? Ob vseh teh prireditvah, dogodkih, ki še sledijo v začetku letošnjega poletja. Pred kratkim ste že drugič zapored izbrali županovo vino. Kakšen je pomen te pobude za promocijo lokalnih vinarjev in prepoznavnost konec koncev krških vin? Kdo je zmagovalec? Izbor vina ali pa županovega vina ni moj izum, ni noviteta, to imajo en kup županov v okolici, tudi drugih, ki so manj vinorodni, okoliši pa tega imajo. Je pa v bistvu ideja o županovem vinu v Krškem je pa zagotovo moja. Drugo leto, kot ste rekla, prvo leto smo pač malo se še lovili, tudi zdaj se še lovimo, seveda po 2 letih ne moreš dobiti nekih izkušenj, ampak vsako leto jaz verjamem, da je sama promocija tega vina boljša in bo boljša in zdaj sem tudi že odgovoril na v bistvu vaše vprašanje. Ja, naša občina je, lahko rečemo, tradicionalno povezana tudi s predelovalcem vin, kvalitetnih vin. V naši občini imamo 6 vinogradniških društev, ki med seboj zelo dobro sodelujejo in so povezane. Imamo razdeljeno po 3 na levi strani Save, po 3 na desni strani Save. Tako da tukaj vinogradnike, predelovalce vin ne loči Sava, v določenih primerih kaj tudi loči, tukaj ne loči, ampak lahko rečemo, jih celo povezuje. In če je bilo lansko leto županovo vino izbrano z desne strani Save, je bilo letos na levi strani tisto vino, ki je bilo izbrano kot županovo vino. Lahko rečem, da se morda tudi pred samim izborom malce razlikujemo od ostalih. Sprav, ni to vino, ki bi bilo županu najbolj všeč, ampak to je vino, ki gre kar skozi en kup postopkov, najprej na svojem lastnem društvu, potem na zvezi društva in v končni fazi tudi na ocenjevanju oziroma pridobi oceno na Kmetijskem inštitutu v Novem mestu, tako da to vino je res kvalitetno. In to vino potem z veseljem promoviram, kamorkoli lahko rečem grem. In če malo tako prikažem od Bajne Bašte, ko smo pobrateni, pa do Obrenheima v Nemčiji, kamorkoli grem, je to vino prisotno z mano in ga z veseljem podarim kot neko poslovno darilo, da vidijo, da imamo v naši mestni občini Krško kakovostna vina, da imamo dobra vina, kvalitetna in da smo pač vinorodni okoliš ali pa bom rekel še eno vinorodni okoliš, eno je pa občina, ki ima zelo dobre in odlične predelovalce vin. No in tukaj so odločale na koncu samo tiste drobne nianse, verjetno, ne? Vsa vina so bila... Tako, in letos je bilo pač izbrano belo vino, če sem imel lansko leto rdeče vino, cviček, letos to belo vino, predelovalca, bom rekel, vin, ali pa vinske kleti vin, Bostele iz Dol in kdor pozna
to vinsko hišo, ali pa kako ne rečem, potem ve, da je vino pravo in da je kvalitetno in da bo kot takšno dobro služil promociji naše mestne občine. No, še enkrat čestitke, torej za zmagovalno vino. Gospod župan, nekako zaključujeva tokratno oddajo in se moramo dotakniti, verjetno imate tudi tukaj kar nekaj zapovedati, namreč bliža se občinski praznik Mestne občine Krško. Vemo, da je težko, je kar naporno organizirati en sam dogodek, tukaj bo pa več dogodkov. Nekako cela mestna občina se strmi k temu. Torej maja pa vse do sredine junija nas čaka izjemna pestrost teh dogodkov in če se ne motim, kar 32 se jih bo zgodilo. Tako je. Tukaj sledimo tradiciji, ker sem še vedno mnenja, če je nekaj dobrega, pa dobro obiskanega, zakaj ne bi s tem nadaljevali, zakaj bi nekaj spreminjali. In kot ste že rekla, 32 dogodkov nas bo spremljalo, bom rekel, do konca, lahko rečem skoraj do konca junija. Lahko rečem, da je izbor jagodni, za vsakega bo nekaj, se pravi od kup kulturnih prireditev, športnih prireditev, tako za mlade, tako za starejše, do poljudno-znanstvenih vsebin, skratka, težko bo kdo rekel po koncu vseh teh prireditev, da pa ni našel nekaj za sebe. Ljudje smo si različni in tudi prav, da je taka raznolikost teh samih ponudb. Povabili smo seveda vsa delujoča društva, institucije, zavode v naši mestni občini Krško, ki so se tudi z veseljem odzvali. Lahko rečem, da spremljajo še določene dogodki, ki pač niso v samem programu prireditev ob prazniku mestne občine Krško, sovpadajo pa v ta čas, recimo občinsko gasilsko prvenstvo naših prostovoljnih gasilskih društev, pa še kakšnega bi lahko naštel. Tako da začeli bomo, oziroma smo, kot ste rekli, maja, končali bomo koncem junija in v tem se bo dejansko en kup spektr prireditev vrsto. Koliko bom uspel, bom tudi sam se bil Ravno to sem želela vprašati, če imate že kakšen koledarček, kje vse boste prisotni, ker imam občutek, da boste več na poti, na cesti, kot v pisarni ta čas. Skoraj lahko rečem ja. Imam narejen koledarček, tudi obveščen, ta koledarček bo tudi objavljen, seveda tudi v Posavskem obzorniku, uradni naši glasili, če tako rečem, na spletni strani. Tudi bomo poskrbeli, da bo županovem koledarju na spletni strani to objavljen, kje bom pač šel jaz. Čez prste sem preštel, približno na polovici bom udeležen tudi sam, več pa pač preprosto ne gre, ker se tudi podvajajo časovno, ampak so tako raznolike vsebine, ne, recimo, če je pohod, je na drugi strani, ne vem, prireditev, ki za druge čisto udeležence, da ne bo rekel, zdaj bi hotel sem iti tam, pa nisem mogel, skratka, poskušali smo narediti tako tempo, da je to razdeljeno. Seveda bo pa osrednja prireditev bo 6. junija, to je petek, na tradicionalni lokaciji, se pravi Kulturni dom Krško, bo tudi svečana akademija. Akademija se bo začela ob 17. uri. Letos bomo dali poudarek tej akademiji, tej slavnosti 50-letnici pobratenja z občino Bajina Bašta iz Srbije, del zgodovine naše mestne občine Krško, oziroma takrat še... Tudi oni so vas gostili, ne? Tudi oni, oziroma na njihovem praznovanju nas še bojo, ker imajo julija. Tudi pride malo številčnejša ekipa, lahko rečem, k nam na obisk. Tudi slavnostni govorec na tej akademiji je njihov predsednik skupščine, nekaj smo se tako dogovorili, da je prav. Tudi pripravljamo izdaje, bom rekel, posebne knjige, kjer bo pregled 50 let našega pobratenja, našega sodelovanja, naše zgodovine. In tu je še en dokaz, ne, da če imaš pravega, na drugi strani je sodelovanje ni omejeno na leta. In to sodelovanje, lahko rečem, v zadnjih časih samo poglablja, ne da bi se hladilo. In to nekaj smo začutili in tudi nekako se poskušamo preko gospodarstva in pa predvsem pa preko športa in pa mladine navezati in ohranjati te kontakte oziroma jih nadgrajevati. V končni fazi en takšen je tudi, bom rekel, unikum zdaj, ali pa se bo pojavil prvič, da grejo dol naši kolesari.
se pravi tako imenovan Tour de Bajna Bašta, kamor bo tudi nekako protokolarno odneslo uradno vabilo župana, da povabi njihovo delegacijo v Slovenijo. Upam, da nam bo tudi uspelo, da bomo sam kulturni program nekako zapeljali v to, da bomo sodelujoči tako preko krščani kot obiskovalci iz Bajne Bašte. Skratka, bo prijetno, bo luštno, tudi predstavili se bodo zunaj na stojnici, mislim, da bodo imeli celo 2 stojnice, tako da bodo tudi naši ostali občani, ki niso imeli prilike priti daljše ali pa videli tudi njihove značilnosti, njihove lepote, ki se želijo tudi predstaviti. Seveda pa po tej akademiji bo pa sledilo druženje pred samim na ploščadi. Upam, da letos zadnjič na ploščadi take oblike. Imamo neke ideje. V planu. Ja, ki so že zelo, bom rekel, kar dobro dodelane, in če bo temu posreč, upam, morda celo že za novo leto, če ne pa, lahko rečem, pa skoraj zagotovo, bom rekel, pa na naslednjem prazniku bo naša ploščad pred kulturnim domom obogatena. Malenkostno spremenjena, obogatena, če tako rečem, tako da, ampak ne glede na to, prostor bo za vse naše občanke in občane in resnično iz srca jih povabim, da se udeležijo same akademije, če imajo možnost, če ne pa potem po akademiji na ploščadi pred kulturnim domom. Poskrbljeno bo za vse, za pijačo, za jedačo, za prijetno vzdušje glasbene podporo, če tako rečem. Za vreme sem se pa tudi nekako dogovoril, lansko leto nas je malo pregnal neurje, letos ga pa ne bo. Ga ne bo, sigurno ne. Ne bo, tako da smo se tudi na to dogovorili, letos ga pa ne bo. Gospod župan Janez Kerin, še enkrat hvala lepa za vsa ta pojasnila. Resnično vidim, da je idej in volje ogromno, vse dobro in srečno do cilja, kaj kmalu pa se zopet dobiva takole v našem studiu in poklepetava. Najlepša hvala za povabilo in gremo naprej. Hvala tudi vam, cenjene gledalke, spoštovani gledalci, kaj kmalu se zopet oglasimo z oddajo Minute županom. Do takrat srečno, lepo se imejte.